Dobro jutro, en lep kolesarski pozdrav. Danes vas vabim z mano na eno kolesarjenje in sicer sem se odpravil iz Solkana s kolesom na dopust. Danes je sicer ponedeljek, ampak je praznik 15. avgust, zjutraj ob 8:30 pa je bilo v Novi Gorici 20 stopinj Celzija. Lahko je 20 stopinj, ampak je pa precej soparno. Iz Solkana sem najprej prečkal Solkanski most in takoj zavil na kolesarsko stezo, ki teče severno ob desnem bregu reke Soče. Glavne soške ceste se namreč izogibamo, zato ker je precej prometna in tudi nevarna. Kolesarska steza tukaj ob reki je pa pretežno senčna in zelo prijetna za vožnjo. Na 5. kilometru poti je vodni vir, ki sem ga seveda izkoristil. Kolesarska steza je tudi precej valovita, na 10 kilometrih narediš 100 višincev, tako da je obvezna za vsakega kolesarskega gurmana. Po 10 kilometrih pridemo v Plave, kjer je kolesarske steze konec. Ampak ostanemo na desnem bregu Soče in nadaljujemo pot po lokalni cesti, ki pa za razliko od glavne soške ceste skoraj nima nobenega prometa. Tudi ob tej cesti imamo v naselju Ložce vodni vir, ki se ga splača izkoristiti. Ko pridete mimo Deskelj, je treba paziti samo to, da zavijete levo za Gorenjo vas. Sicer vas bo pot odpeljala čez Anhovo na glavno soško cesto. Nekaj rihtajo, ampak ni sile. Peljali se bomo mimo cementarne v Anhovem in prišli vse do kanala, kjer vsako leto organizirajo skoke iz 17 metrov visokega mostu. Evo, tu je ta promet na Soški, non-stop avto do avta. V kanalu sem prečkal most mimo osnovne šole in nadaljujem pot proti severu ob levem bregu reke Soče. Tudi precejšnji del te poti je kar lepo še v senci. Cesta je ostala valovita, tako da imam v Avčah na 25. kilometru poti že 340 višinskih metrov in še 60 kilometrov do cilja. Pri železniški postaji Avče spet prečkam Sočo in se po lokalni cestici pripeljem direktno v Dobler. Tukaj sem prisiljen iti na glavno soško cesto, kljub temu, da je ful prometna, na žalost vsaj 5 kilometrov nima nobene alternative. Končno, po 6 kilometrih te brutalne soške ceste, se umikam desno v smeri proti mostu na Soči. Je nekaj prometa tudi tle, ampak ne toliko. Nimaš kaj, čas dopustov, avgust, še praznik po vrhu in to je rezultat. Lahko povem, da gre z mano na dopust tudi žena. Ona je krenila od doma z avtom, tako da ima vso prtljago in ves suport, ki ga jaz rabim. Midva večkrat izvedeva kakšno tako varianto, da greva za nekaj dni od doma na oddih. Jaz grem s kolesom in potem na destinaciji nekje v Sloveniji kolesarim. Žena se pa tiste dni dejansko spočije. Kdor spremlja moj kanal že dlje časa, se bo mogoče spomnil, da sva tako varianto izvedla leta 2020, ko sva šla v Izolo. Žena je šla na pot kakšno uro za mano, po poti si deliva lokacijo in vidim, da se bova srečala lih nekje v mostu na Soči.
Evo, živjo. Evo, tle sem prišel v most na Soči. Tukaj vem še za en vodni vir, kjer sem natočil vodo. Tako da grem zdaj naprej drugo polovico poti s polnimi bidoni. Ni časa za obiranje, jaz grem kar naprej. Čau, čau, se vidimo. Čau, lepo vazi. Bom, hvala. Tle od mosta na Soči naprej sem pa jaz bolj kot ne na neznanem terenu. Saj sem se že peljal en parkrat, ampak ne dovolj, da bi vedel na pamet, kako si sledijo kraj in kakšne so razdalje med njimi. Vem, da je do Idrije 40 km in da se pot skozi rahlo vzpenja, ampak ne preveč. Jaz moram nekje na sredini te ceste zaviti levo za Cerkno, kjer me bo pričakal Polanc na biciklu. Kolega z YouTuba. On se mi bo potem pridružil na slovitem vzponu čez Kladje. K sreči Keltika ni tako zabasana, vseeno pa je nekaj tega dopustniškega prometa. Drugač pa moja današnja pot v celoti bo dolga 85 km in bo imela 1200 višincev, tako da po višincih sem zdaj nekje na polovici. Večine od preostalih 600 višinskih metrov bom naredil čez Kladje. Ok, občina Cerkno, to se pravi, da sem blizu vzpona. Ok, zavil sem levo proti Cerknem. Ta del poti je bil najbolj tečen in to zaradi prometa, pa mi ne gre toliko na živce promet sam po sebi, ampak hrup, ki ga moraš ob tem poslušati. Imam 62 km in 700 višincev. Vzpon na Kladje je dolg 7 km, dvigneš se pa za dobrih 400 metrov, kar pomeni 6,3% naklon. In s tem vzponom se bo zdaj treba spopasti točno opoldne. Nekje na vrhu tega vzpona se mi bo pridružil Polanc na biciklu, kolega z YouTuba. Prvi del je bil najtežji. Zdaj se mi zdi, da se je malo zavnalo, sem pa ne vem, kakšno bo gor naprej. Sem samo enkrat v življenju vozil ta vzpon in sem pozabil, kakšen je. Bom pa gledal, da mi srčni utrip ne gre čez 170, pa ni važno, kako počasi bo treba iti. Evo, zdaj smo se srečala. Zdaj smo se zdaj dobila s Simonom na sredini tega vzpona. Zraven se ustavlja tudi soproga, moj support, tako da smo malo napolnili baterijo od kamere, dotočili vodo, pojedel sem eno banano, zdaj gremo pa naprej. Malo spremembe plana. Simon je predlagal cesto čez Podpleče, alternativa brez vsega prometa, tako da bo tukaj dosti boljša opcija. Tako je padla temperatura 26-27. Tle pa je mende konc z vzponi za danes. Zdaj imam 1237 višinskih metrov narejenih danes. Zdaj pa še 10 km spusta do Hotavelj. Vmes bova imela še dva taka makadamska odseka, ampak se da dosti lepo peljati. In kaj jaz to vidim tle za eno tablo? Evo, Hotavlje. To je to, zdaj sem v Hotavljah, še poiščem gostilno Lipan in sem na cilju. Itak mi imamo skozi tukaj v gostilan, samo rečete, vam prijemo odpreti bicikl, damo, to je to. Tako bi šli soba 11. Jaz bom tukaj na dopustu cel teden, mogoče bom posnel še kakšen video, tle bom videl. Kolesaril bom pa, kolikor mi bo vreme dopuščalo. Danes je ratalo 84 km, 1240 višincev. Krasna vožnja, hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!